pozdravljeni vsi skupaj. Uvodoma bom namenil nekaj odstavkov, se pravi opisu jugoslovanske realnosti v 50-ih pa v 60-ih, da bomo potem lažje prispeli do sredine 60-ih, druge polovice 60-ih pa Mosta in pa Zaliva. Torej, Komunistična partija Jugoslavije oziroma Zveza komunistov Jugoslavije od leta 52 dalje se je povzpela na oblast ob koncu druge svetovne vojne s parolo, da je nacionalno vprašanje bilo rešeno enkrat za vselej. Teda že ob sporu s Stalinom oziroma Kominterno in še posebej v začetku 50-ih se je pokazalo, da temu ni bilo tako. Znan je znamenit zapis Edvarda Kozbeka iz njegovega dnevnika iz leta 51, da mu je prijatelj zaupal, citiram, strašno resnico, da je v Beogradu takšno besno sovraštvo do Hrvatov, v Zagrebu pa do Srbov, da bi se boji v začetku vojne ali v začetku državnega nereda tako streljali, klali in mučili, kakor še nikoli v zgodovini. Kdor količkaj z lastno glavo misli, ve, da je pod plaščem čemernega reda in nasilne bogaboječe discipline skrit strašen nered, ki se v njem polagoma kotijo bacili najhujših človeških nadlog. Vsi spimo na vulkanu, ki lahko v najmanjšem pretresu izbruhne. Konec citata. Ali pa primer iz dnevnika srbskega pisatelja Dobrice Ćosića iz leta 54, citiram. Velika draginja, življenje je vse teže, Beograd je v polmraku, vse daljše izklapljanje električnega toka. Od ministra pa do upokojenca vsi tožijo nad stanjem v kmetijstvu, vsi so nezadovoljni, vsi sovražijo Slovence. Konec citata. Še preden je ZKJ uradno priznala, da nacionalno vprašanje še ni rešeno, je že pričela z mehkim načinom nacionalne gradnje. Po to znaku je moč razumeti latentno promocijo jugoslovanstva kot nacionalne identitete in kot zlitja narodov v javnem diskurzu, kulturi, jeziku, popisu prebivalstva in tako dalje. Jugoslovanstvo je bilo ponujeno kot izbor oziroma izbira in ne kot zahteva, da bi se razlikovalo od integralnega jugoslovanstva kralja Aleksandra Karađorđevića. Vrhunec teh prizadevanj se kaže v programu ZKJ sprejetem leta 1958 na 7. kongresu v Ljubljani in Kardeljevem predgovoru k drugi izdaji razvoja slovenskega narodnega vprašanja. Začetki upora slovenskih intelektualcev napram jugoslovanstvu segajo sicer že v konec 50-ih let, toda številni zgodovinarji smatrajo prelomnico v znameniti Ćosić-Pirjevec debati o letih 61-62. Izjavom srbskega pisatelja Dobrice Ćosića, da so republike le nujno zlo, in hvaljenjem jugoslovanstva se je javno zoperstavil literarni kritik Dušan Pirjevec o naši sodobnosti. Pirjevec je zavračal nacionalno jugoslovanstvo in poudarjal, da, citiram, ni potrebe vzpostaviti še ene plasti med jugoslovanskimi narodi in temu, kar je obče človeškega in kamor sili socialistična svetovna integracija. Konec citata. Polemika se je po Pirjevčevem odgovoru nadaljevala še v letu 62, k razglabljanju o tematiki in nasplošno o sami temi, kaj narod je, pa je polemika vzbudila vrsto slovenskih intelektualcev, tako v matici, kakor v zamejstvu in emigraciji. Od polemike dalje lahko govorimo o narodnih preporodih pod socializmom, ki v Jugoslaviji niso bili omejeni samo na Slovenijo, ampak so se odvijali v bistvu v vsaki republiki razen Makedoniji, ki je zaradi makedonskega vprašanja napram Grčiji in Bolgariji imela drugačen položaj in intenziven projekt nacionalne gradnje že takoj po drugi svetovni vojni. Kot je nekoč dejal Lazar Koliševski, je samo Makedoncem bilo dovoljeno, da so šovinisti. Ti narodni preporodi pod socializmom so se kazali v javnih debatah, posvečenim tako imenovanim objektivnim kriterijem za narod, kot je jezik, zgodovina oziroma skupen spomin, etničnost, kultura in tako dalje. V Sloveniji so se prispevki na omenjene teme pisali v reviji Sodobnost, pa tudi o perspektivah, ki so bile leta 1964 ukinjene na Titovo intervencijo in kimanje slovenskih partijcev, predvsem Staneta Kavčiča. Mostovci so ukinitev, kot so sami poimenovali, sitne muhe in najpomembnejšega pojava v zgodovini slovenske kulture in slovenskega naroda, morda prve slovenske revije evropskega pomena, pospremili z obžalovanjem. Kritike slovenskih intelektualcev so bile znotraj Socialistične republike Slovenije, torej SRS, seveda omejene. Čeprav so se opirali jugoslovanstvo in izzivali Kardeljeve definicijo naroda, pa je odkrita kritika vendar bila mogoča zgolj izven meja SRS. Skoraj sočasno je z ukinitvijo perspektiv v Trstu pričel izhajati tromesečnik Most, katerega ustanovitelji so bili Vinko Beričič, Lev Detela, Florjan Lipov, Šaleš Lokar in Drago Štoka in tako naprej. Most je, kot že sklepa ime, želel odigrati aktivno vlogo mostu med Matico in zamejci ter med kulturnim srednjeevropskim prostorom ter Zahodom. Kakor je uredniški odbor napisal v prvem uvodniku, da revija, citiram,
Ni in noče biti glasilo kake stranke, pa tudi ne kake ideologije v ozkem pomenu besede, marveč roka, ki se ponuja ljudem čistih namenov in dobre volje. Nova kulturna revija, ki želi biti moderna, kritična in naravno čista, v iskanju osvobajajoče resnice in odgovor na raznotera vprašanja, se je rodila v Trstu, v velikem obmorskem mestu ob meji matične domovine, ki je bogato slovenske kulturne tradicije. Tu in drugod v zamestu se prosto križajo ideje, ki oblikujejo nov svet, zato ne bi bilo prav, ako se ne bi slišal tudi glas slovenskih kulturnih delavcev, ki imajo bodisi svojemu narodu, bodisi velikemu svetu kaj povedati. V duhu strpnosti in ljubezni, pa tudi jasnosti in odločnosti, bo skušala nova revija vedro hoditi po poti, ki so jo nakazali najvidnejši tvorci slovenske kulture, Trubar, Prešeren, Slomšek, Levstik, Cankar, Krek, zato ker so čutili odgovornosti pred svojim narodom in vestjo. Kdor misli, da je pot teh duhov vredno in potrebno nadaljevati, naj se reviji pridruži in naj tako tudi sam pomaga graditi most od človeka do človeka, od naroda do naroda, od iskanja do spoznanja, od vprašanj do rešitev, od kaosa do urejene lepote. Njegovo življenje bo dobilo novo vsebino in nov smisel, zato bo upravičen pred seboj, pred svojim narodom in pred zgodovino. Konec citata. Most je sicer od leta 1971 izhajal dvojezično, k pisanju pa je pritegnil tudi italijanske intelektualce. Sprva previdno, pa vendarle so v Mostu pričeli objavljati tudi intelektualci iz Matice, kot sta na primer Marjan Rožanc in Taras Kermavner. Kot finančno od jugoslavskega režima neodvisna revija je Most objavljal tudi do jugoslavijske države precej kritične članke. Zato njegovo razpečevanje v Sloveniji ni bilo hvaležno delo, saj je bilo kot preostali periodični tisk iz zamejstva in emigracije strogo omejen oziroma kontroliran. In seveda tudi pisanje, že omenjeni Rožanac, ki je leta 1967 v Sloveniji dobil celo več mesecev zapora z letno pogojno kaznijo. Z narodnostnim vprašanjem so se v Mostu ukvarjali Aleš Lokar, Vladimir Remec, Dušan Hočevar, Alojz Rebula, Marjan Rožanc in Taras Kermavner. Zalet pisanja na to temo pa je prišel šele z ustanovitvijo Zaliva. 2 leti po prvem izidu revije Most je v objemu Tržaškega zaliva pisatelj Boris Pahor ustanovil novo revijo Zaliv, ki je bila v delnem polemičnem odnosu z Mostom. Pahor se je prav tako kot intelektualci v Mostu posvečal narodnostnemu vprašanju. Aleš Lokar je v Mostu ocenil prihod nove revije kot sicer dobrodošle, vendar z nekaj graje, kar se tiče problematike, posvečene slovenstvu, kakor je bilo predstavljeno in razumljeno v Zalivu. Lokar je podal tudi svojo definicijo naroda, zapisal pa je takole, citiram: Glavna problematika, ki diha v Zalivovih straneh, je stereotipnost obrambe slovenstva. Smo in bomo in nikoli se ne damo. In poveličevanje alpskega slovenstva, same stvari, ki so že za nami. Boris Pahor sicer meni, da je velika škoda, če se mladi ljudje doma in po svetu ne ogrevajo več za problem slovenstva. Ima ga namreč še vedno za najplodnejšo polje ustvarjanja. V resnici je čutiti neko trudnost do tega problema, vsaj v tej obliki. Naše narodno vprašanje ni več zgolj v defenzivnem objokovanju lastne žalostne usode. Napraviti je potrebno korak naprej. Preiti v ofenzivo. 20 let po osvoboditvi je v zraku vprašanje, no dobro, narod hočemo biti, to nam danes že skoraj vsak verjame, potem kar je bilo med drugo svetovno vojno, a kaj še? Kako naprej? Vemo, da je narod duhovno-biološka koncentracija posebne vrste, stekanje duhovnih in bioloških silnic posameznikov v časovno-prostorsko nabitost, ki se pripravlja na izbruh, kakor pravi Edvard Kozbek v pesmi. Narod nikoli nismo, vedno šele narod postajamo. Danes se je mora, ki nas je prisilila v trdnjavske zakope, izpuhtela, zato moramo nemudoma na plan na vseh poljih našega udejstvovanja. To je zahteva časa. Sicer Boris Pahor v svojih glosah očita Josipu Vidmarju, da je glede svojega slovenstva ostajal vedno le pri besedah, da je vse karte zaigral v vlogo humanističnega intelektualca, ki ima lepe in zaokrožene sanje, ki postajajo vedno samo sanje. Žal mi je, a za Zalivom ni veliko bolje. Konec citata. V Zalivu je Pahor še naprej pisal mnogo o narodnem vprašanju. Brez zadržkov je kritiziral Kardeljeve teze o narodu, ter Kardeljev predgovor k drugi izdaji razvoja slovenskega narodnega vprašanja. Razočarani Pahor je ugotavljal, da je Kardelj zagovarjal tezo o tako imenovanem počasnem usihanju nacionalne zavesti, da ni ločeval med nacionalizmom in nacionalno zavestjo in da je silil v neko stapljanje v večjo občečloveško enoto. Citiram: In Kardeljevo teoretiziranje je res megleno, apostolsko je, kar je za slovenskega človeka naravno, ker svoje nacionalno majhnost daruje na oltarju občečloveškega makrokozmosa, a za narod so take sanje lahko pogubne. Konec citata. Na Pahorjev zapisi na splošno na povečano pisanje slovenskih intelektualcev o slovenskem narodu, narodni zavesti in tako dalje,
se v Mostu odzval Aleš Lokar. Slednji je v tem in naslednjih prispevkih v Mostu in sodobnosti obral brazdo, ki ni vodila vzporedno z ostalimi razmišljajočimi. Lokar je namreč menil, da na primer Pahor zaprisega na zgodovinsko točno določen tip narodne zavesti, ki pa da danes ni več edina možna. Lokar je predvsem kritiziral zaprtost slovenskega naroda in valjenje krivde na druge, na oblastnike, vkolikor nam kaj ni pogodu. Še hujša je po njegovem mnenju bila zaprtost tržaških Slovencev, ki se zaradi dane situacije zapirajo v ozke narodnostne kroge svojih društev, pevskih zborov ali gledališč. Kakor pravi Lokar, citiram: le zamejenost nudi varnost pred morjem tuje resničnosti. Konec citata. Lokar je zato pozval k vzpostavitvi nove slovenske narodne zavesti, ki naj iz stare obdrži vse, kar je dobro, sama pa se naj obogati, citiram, z vsemi tistimi prvinami, ki smo jih medtem registrirali in nabrali in ki danes enostavno so, hočeš ali nočeš, pa se jim mora vsaka zavest prilagoditi, če se noče do konca opijaniti z ideologizmi. Konkretno se to v Trstu pravi nuditi našemu človeku takšna spoznanja, kot je tisto, da ni nujno, da si romantičen, alpsko pobarvan idealist, če hočeš ostati Slovenec, ali pa tisto, da je Trst naš prav v svojem najsrditejšem zoparniku, s katerim ne bi nikoli hoteli imeti opravka, pa smo pravzaprav z njim v sorodu po freudovski liniji. Konec citata. Toda Pahor je ostajal pri obrambi stare slovenske zavesti in je v Zalivu še naprej razpredal o izbrisu narodnosti, pri čemer se je Pahor lahko prepričal tudi v letu 67, ko je prišel v stik z maturantko z Primorskega, ki se je pripravljala na maturitetno nalogo iz njegovih del. Leta mu je zaupala na Pahorjevo vprašanje o odnosu do zamejcev, da jih v šolah učijo, citiram, da bo narodnost počasi izginila. Konec citata. Kljub temu je Pahor pravilno v istem letu tudi ugotavljal, da se pri Kardelju napram predgovoru druge izdaje Razvoja in njegovih govorov v letu 64 zgodil premik od stapljanja k večji narodni samostojnosti. To je bilo na splošno v Jugoslaviji povezano s tem, da se ni več zagovarjala teza o stapljanju, ampak o integraciji narodov, kar je seveda velika razlika. Pahor se je v članku o sodobnem slovenstvu tudi odzval na Lokarjevo kritiko, za katero pa je Lokar menil, da gre za nesporazum oziroma osebno užaljenost, češ da je Lokar Pahorja označil za alpskega Slovenca. Lokar je zgolj trdil, da je takšen alpski slovenizem zelo razširjen, ko Slovenci sebe primerjajo s Švico ali Tirolsko, zgolj zato, da bi dokazali, da so Slovenci Evropejci in to celo boljši od Italijanov. Temu Lokar prišteva še nekaj drugih primerov, citiram: neprestano poudarjanje naše srednjeevropske omike, pregovorna pismenost, razširjenost knjig Mohorjeve družbe med ljudstvom in podobno. Več ali manj podzavestno iskanje nekega posebnega porekla Slovencev, ki naj bi bilo seveda čim bolj oddaljeno od porekla ostalih južnih bratov, na primer skandinavski izvor Slovencev, to vemo, da je na jezo centro, ali pa na arhitekturnem področju poudarjanje kozolcev kot naše izvirne ljudske arhitekture. Sploh pri kozolcih pravi Lokar, da jih nikakor ne sovraži, moti ga le, da se poudarja njihova slovenskost, čeprav obstajajo tudi v nemško govorečem prostoru in menda celo na Norveškem. Lokar je ponovno poudaril, da je določena meja zaprtosti nekega naroda dobra in nujna, ne pa absolutna zaprtost. Citiram: zaprtost, ki ustvarja zavest, a zaprtost, ki ustvarja zavest, je zaprtost, ki stalno omogoča notranji dialog, od časa do časa propušča tudi novo, svežo informacijo od zunaj. Skratka, zaprtost, kakor jo pojmujem, je zdrava zaprtost, ki vodi dialog z zunanjim svetom, ker čuti, da vsaki neprepustni zaprtosti, miti in okostenelost rastejo kar sami od sebe. Konec citata. Razlika med Pahorjem in Lokarjem je bila tudi v ideji ohranitve slovenske samobitnosti. Za Pahorja je bil pogoj obstoja, da Italija sprejme potrebne zakone in poskrbi za finančna sredstva za ohranitev slovenskega jezika, kulture in tako dalje. Lokar je menil, da je to seveda že vse prav, vendar je dejstvo nekako to, kar je kasneje za vprašanjem naroda razvil Dušan Pirjevec, da kdo in kaj smo ter kaj želimo biti, je prvenstvo odvisno od nas. Najprej pometajmo pred svojim pragom, je menil Lokar. Precej provokativno je Lokar razvil paradoksalno misel, da je bilo Slovencem pod fašizmom bolje. Res, citiram: res, da smo bili hudo zatirani, splošne okoliščine pa so bile takrat bolj čiste. Nobenega dvoma ni bilo o tem, kdo je zatiralec in kdo zatiranec, naravna upornost pa je v še tako mlačnem človeku zbudila narodni ponos. Imel si se komu upreti, imel si koga sovražiti. Kaj pa danes? Nimaš se komu upreti, zakaj naši predstavniki, demokratično izvoljeni, sedijo v poraznih svetih in so enostavno demokratično preglasovani. Konec citata. Slovenci so se pod fašizmom upirali in narodno zavest se je v obrambi pravic krepila.
Takšna zavest je prevladovala še vedno tudi konec 60-ih, se pravi takšna, kakršno je zagovarjal Pahor, kar pa je bilo po Lokarju napak. Razmere so vendar bile tedaj bistveno drugačne. Izhod je bil po Lokarju zopet v reviziji narodne zavesti in dialogu z Italijani. Zato sta bila po njegovem potrebna dva predpogoja. Prvi, da nosimo v sebi informacijsko bogastvo, za katerega čutimo, da je vredno, da ga posredujemo Italijanom in širšemu svetu. In drugi, da spoznamo iz širše analize, da je danes stanje ugodno za takšno delovanje. Da spoznamo perspektivnosti naše angažiranosti v korist dialoga. Konec citata. Če zaključim. Zapisi in debate o slovenskem narodu, še posebej o narodni zavesti v Mostu in Zalivu, so za raziskovalca zanimivi iz več zornih kotov. Po eni strani, ker so brez zadržkov lahko dejansko pisali, kar so mislili o dani tematiki, po drugi pa, ker gre za zorni kot zamestva. Dejstvo pa je, da je pisanje o zamestu vzbudilo zanimanje o matici. Naprimer, na Pahorjeve teze o izbrisu slovenstva se je takrat odzival in kontriral dr. Ernest Petrič. In seveda, da so tržaški intelektualci še kako vplivali tudi na intelektualne tokove o matici, pri čemer je najvidnejši pečat v začetku 70-ih pustil Aleš Logar s serijo člankov v Sodobnosti o tako imenovanem nekonvencionalnem razvoju Slovencev kot naroda. Hvala lepa.